zakaj gre? Kaj je to za eno bitje, ta Lucifer? Kakor sem si ga zamislil v tej literarni stvaritvi. Šel sem na nek način dobesedno zagrabil samo besedo. Beseda je neka posrečena kombinacija starogrščine in latinščine. Lux je po latinsko luč, fero po grško prinašam, prinašalec, iz tle latinščine potegne efero in dobimo luxi, efero, oziroma lucifer, prinašalec luči, eden izmed izrazov. Če bi prevedli stvar v grščino, po grško je luč fos, postane fosferos, fosfor, to je lucifer na najbolj elementarni ravni. Svet je tudi, če ga pogasiš. In prvo vprašanje seveda bilo, če imam recimo izoblikovano mnenje, kaj bi ta lik Lucifer lahko bil, je bilo na drugi strani, kaj z eno podobo dati Bogu. Boga se običajno, ne samo v krščanstvu, v tudi drugih religijah in mitologijah, izenačuje z lučjo, soncem in tako naprej, ampak če sem zbral to, da je Lucifer tukaj to svetlo, kaj potem ostane Bogu. In mislim, da je tukaj bilo dokaj vodilo lih ravno ta stara zaveza, kjer začne, poznate zgodbo, prva Mojzesova knjiga, Bog začne s stavkom bodi svetloba. In tukaj ga zagrabi. Čisto preprost sklep. Če Bog pravi bodi svetloba in svetloba postane, je Bog z nekega drugega reda, ki ni z reda svetlobe. Ampak recimo mu tam. In zato se Bog v vsaj tej dramski posnitvi nikoli ne prikaže. Ni ga kot lika, zgolj glas iza zavese. Glas, ki govori iza zavese, nima pa podobe. Ne da se ga uprizoriti v tem smislu, upodobiti. Delno tudi zvestoba starojudovskemu izročilu, ki je prepovedovalo, da bi se Boga upodabljalo. Kasnejše krščanstvo in zelo lepo hodi z roko v roki s potem kasnejšo nastančno umetnostjo in sploh celo paleto kiparstva in slikarstva skozi zgodovino, kjer ravno tukaj preslepari to idejo, da to so stvari, ki niso stvar umetnosti. In tle se mogoče vrnem na tisto vprašanje, zakaj modern roman ali pa čas zgodnjega romanticizma, Goethe ali pa še prej John Milton, Paradise Lost in tako naprej, da posežejo ta prostor in zarežejo ravno s tem. Ker je bila že stvar vsaj po tem post-judovskem krščanstvu odprta za neko umetniško interpretacijo.